Spoštovani, sodelovanje med Slovensko vojsko in civilno policijo je zapisano v vrsto zakonskih podlag. Vendar je to sodelovanje v polni meri zaživelo šele leta 2015 ob pojavu migrantske situacije. Takrat je bil v zelo kratkem roku izdelan in podpisan podrobnejši načrt sodelovanja med obema organizacijama. Zajemal je potrebne elemente, ki so opredeljevali obojestransko sodelovanje in delovanje. Od takrat naprej sodelovanje med Slovensko vojsko in civilno policijo ni zamrlo, ampak je vedno bolj ugotavljamo, da je še kako prisotno in seveda tudi potrebno. V vsem tem času je bilo narejenih kar nekaj analiz in priporočil, ki so terjale spremembe obstoječega načrta, seveda s ciljem izboljšanja koordinacije, sodelovanja in delovanja med obema organizacijama. Te potrebe po spremembi smo zaznali tako v Slovenski vojski, kakor tudi v civilni policiji. Rezultat vsega je nov načrt, ki ga imamo danes na mizi in čaka na podpis. Naj omenim nekaj ključnih poudarkov iz novega načrta. Izrazi, ki so bili zapisani v starem načrtu, so se nam zdeli neprimerni. Zapisano je bilo, da Slovenska vojska podpira civilno policijo. Sedaj smo to nadomestili z ustreznejšim izrazom. Slovenska vojska sodeluje s civilno policijo. To je tudi rdeča nit celotne zgodbe, sodelovanje. Prav tako smo v načrtu uredili razmerje do poveljevanja, koordiniranja, usklajevanja in delegiranja nalog. Skladno z 43. členom Zakona o obrambi za poveljevanje nad pripadniki Slovenske vojske je odgovoren poveljnik, kar pa ni bilo izrecno zapisano v prejšnjem načrtu. To napako, če se lahko tako izrazim, smo sedaj popravili in razmerje jasno opredelili. V posebni prilogi tudi obrazložili. Skozi matriko angažiranja sil Slovenske vojske smo jasneje opredelili število pripadnikov Slovenske vojske, ki jih lahko Slovenska vojska zagotovi v primeru potreb po naraščanju sil. Naj povzamem bistvo. Z novim načrtom ne spreminjamo nalog Slovenske vojske na meji in našega sodelovanja s civilno policijo, temveč zgolj bolj vojaško, strokovno opredeljujemo naloge le-te. Spoštovani, dovolite mi, da za konec poudarim sledeče. Sodelovanje med Slovensko vojsko in civilno policijo, še posebej pri tej nalogi, je profesionalno, strokovno in zgledno, kar je tudi bistveno za dobro sodelovanje obeh stebrov nacionalne varnosti. Hvala lepa.